cel podton desnice nekako je v smislu, ja, saj mi smo tudi za višje plače, ampak joj, ta grozna država ne zniža davke, potem bojo pa lahko bogi kapitalisti dali tudi višje plače. In da je kao nizka raven slovenskih plač danes posledica tega, ker ima Slovenija spet kao previsoke davke. Gospe in gospodje, 3,6 milijarde evrov čistega dobička v gospodarstvu samo v letu 2017 pravi drugače. Plač ne držijo nizko visoki davki, drži jih nizko kapitalističen pohlep. Zgolj in samo to. Prostor za zviševanje plač, tudi znotraj okvirov slovenskega kapitalizma, obstaja in je. Ampak mobiliziral se ne bo sam od sebe. Potrebno je zapoprijeti za zakonske spremembe, da se to zgodi. In domnevna davčna preobremenitev slovenskega gospodarstva s tem nima absolutno nič. To je absurdna, abotna, da ne rečem žaljiva trditev. Ne samo višina dobička iz lanskega leta. Ta dobiček je porasel za 19-krat v razdobju prehodnih 5 let. Za 19-krat. So se s tem tempom usklajevale tudi plače? Ja, niso se, ne? Samo trgovske verige, v katerih dela velik delež zaposlenih na minimalnih plačah, obračajo pol milijarde evrov letno čistega. To so te trgovine, v katerih so izdelki približno po enakih cenah, kot jih najdemo v razvitejših državah Zahodne Evrope, ampak v teh razvitejših državah Zahodne Evrope najdemo tudi enkrat ali večkrat višje plače. Tako da me nihče ne bo prepričal, da je problem v kobajagi prepožrešni državi in v previsokih davkih v nečem podobnem. Preprosto gre za to, da stran delodajalcev, stran kapitala plač noče dvigniti in da jo moramo v to prisiliti. Zakonska sprememba je ena pot, sindikalna mobilizacija, kot smo ji denimo priča prav danes na Koroškem v industriji jekla in tako, je druga pot.